Oddajo je omogočil evropski poslanec Slovenske ljudske stranke Franc Bogovič. Financira pa jo poslanska skupina Evropske ljudske stranke EPP Group. V današnji oddaji pozdravljamo v studiu Radia Zeleni val Franca Bogoviča. Dober dan in dobrodošli. Lep dober dan. Govorimo seveda o evropski tematiki, ne samo o evropski, tudi o slovenski in pa o balkanski bomo spregovorili. No, praktično pa že veste, da Franci Bogovič je evroposlanec iz vrst Evropskega parlamenta, Evropske ljudske stranke in pa Slovenske ljudske stranke. Še enkrat dobrodošli in pa povsem na kratko, kakšno delo opravljate v tem momentu v parlamentu. Vem, da je izjemno delovno, sploh, ker se približujejo tudi počitnice. Tako je, v parlamentu se dogaja cela vrsta stvari. Letošnje leto je leto teh velikih volitev, francoske, nizozemske so za nami, pred nami nemške, avstrijske. Dogaja se Brexit, Britanci so dobili gospo Theresa May z malce manjšo močjo, kot je bila še nekaj mesecev nazaj. Začenja se Brexit. Ne samo z malo manjšo močjo, tudi z malo manjšo aroganco, če me ne vprašate. Tako je, gospa je dobila lekcijo od svojih volivcev in se je še enkrat več pokazali, kako so problematične te interne, notranje politične zdrahe in odločitve, ki se sprejemajo v luči iskanja zgolj nekega populističnega vala. Na drugi strani je pa resnica drugačna in mislim, da se bo gospa Theresa May skupaj s svojimi Britanci morala začeti bolj odgovorno obnašati in upam, da se tudi čim bolj odgovorno dogovorimo skupaj okoli Brexita, kar je tista tema, ki bo kar zapolnjevala debato v Evropskem parlamentu. Hkrati pa poteka v letošnjem letu tudi ta široka razprava, kako z Evropsko unijo naprej. Znan je ta scenarij, teh pet scenarijev, široka debata o tem, odprte so nove teme na temo varnosti, obrambe, kar je prišlo tudi končno v Evropi, lahko rečem končno, do zavedanja, da varnost in obramba nista samo po sebi dana in da bo potrebno za to tudi nekaj storiti. Na drugi strani odgovor na globalizacijske cilje, trende, govor o bodočnosti fiskalne unije in generalno v kakšni Evropski uniji bomo živeli. Tako da zahtevno in pa dinamično obdobje v Evropskem parlamentu. Mi dva danes dokaj konkretna v tej najni oddaji, v tem najnem pogovoru in pa govorila tudi o nekaterih projektih. Eden izmed tistih, ki je mogoče izjemno zanimiv, je seveda tudi tako imenovani projektni oziroma pilotni projekt Pametne vasi. Kaj pomeni pravzaprav ta projekt? Vsi v Evropi ali pa po svetu govorijo o smart cities, se pravi pametna mesta, in cela vrsta je rešitev, ki so v mestih po večini narejene zgolj na biznis modelu, se pravi na poslovnem modelu. Ne vem, poznamo Uber, poznamo Airbnb, poznamo celo vrsto aplikacij, kjer sodobne tehnologije omogočajo neke priložnosti poslovne. Sam in pa skupaj z kolegom Tiborjem Šanjem iz Madžarske sva pa protagonista Smart Villages v Evropskem parlamentu. Zadeva je podkrepljena tudi z usmeritvijo oziroma skupnim delom treh komisarjev, tako kmetijskega gospoda Phila Hogana, komisarke zadolžene za regionalni razvoj Corine Crețu in tudi naša komisarka zadolžena za mobilnost, gospa Violeta Bulc, podpira ta projekt. Gre v bistvu za to, da želimo te sodobne tehnologije, ki so sedaj na voljo praktično vsakemu od nas, nosimo pametne telefone v žepih, izkoristiti tudi v dobro tistih, ki živimo na podeželju. Gre v prvi vrsti, na več teh stebrov tega projekta. Prvi je, naprimer, kako malega proizvajalca preko teh digitalnih platform povezati s potrošnikom, kako, nekomu, ki ima neko ekološko kmetijo, omogočiti, da najde v mestu nekoga, ki si želi take pridelke. V ozadju tega sples tudi mrežo za logistiko tega, tako da govorimo potem od direktne prodaje do mobilnosti produktov, mobilnosti ljudi. Odprli smo vprašanje mobilnosti na podeželju, tu se
pride tudi do tega primera, ko je potrebno misliti o tem, da je treba tudi za starejšo populacijo omogočiti mobilnost. In mi smo organizirali tudi zelo odmevno okroglo mizo kar konferenca, lahko rečem, v Šoštanju, kjer je tudi gospa Bulčeva sodelovala. So se predstavili naprimer fantje iz podjetja Sopotniki, ki v Brkinih že danes organizirajo to brezplačno vožnjo za ljudi starejše od 65 let. In za razliko od mest, kjer je v ozadju biznis model, je potrebno na podeželju včasih tudi pomoč skupnosti ali občin ali tudi podjetij. Na Brkinih to delajo tudi volonterji. Tako da različne modele preizkušamo in kot ste omenili, sva s kolegom tudi v igri za pilotni projekt, na osnovi to je sredstva Evropske unije, kjer se želi za projekte, ki podpirajo različne evropske politike, tudi preizkusiti, narediti presek dobrih praks evropskih in jih potem tudi umestiti v svoje politike. In tu gre tako za politiko mobilnosti, politiko starajoče populacije, v kmetijstvu direktne prodaje na domu, izogibanje teh nepoštenih praks v kmetijstvu, do tega, da je zavedanje v Evropi, da moramo vse narediti za to, da bo podeželje ostalo živo, kar pomeni, da mladim omogočamo delovna mesta in tu znotraj je cela vrsta možnosti delovnih mest, na drugi strani pa tudi, da starejši populaciji omogočamo boljše življenjske pogoje. In nazadnje pri tem, ko stopimo tudi na polje sociale, zdravstva, je cela vrsta možnosti, da bi tudi v javnofinančnem vidiku naredili te storitve cenejše, na eni strani, na drugi strani pa ljudje bolje živeli. Tako da imamo kar nekaj izkušenj z tega in želim do konca mandata, ki ga še imamo pred sabo, te dobrih 2 leti, tudi v praksi udejanjiti ta projekt. Hitro minevajo leta v Evropskem parlamentu. Tudi sicer. Da, tudi sicer, evo. Nadaljujemo pogovor, z nami naj ponovim še enkrat, je europoslanec Franci Bogovič, član Evropskega parlamenta oziroma Evropske ljudske stranke in pa Slovenske ljudske stranke. O razpisih pravzaprav ste nekaj malega že spregovorili, o finančnih zadevah pa mogoče nadaljujeva tudi s tem, kar se tiče črpanja sredstev iz Evropske unije, govorimo o koheziji in nenazadnje tudi o izzivih za Slovenijo na tem področju. Kje smo danes, oziroma verjamem, da vidite tudi pomanjkljivosti? Vedno so možnosti za izboljšave. Sam imam to srečo ali pa nek način privilegij, da sem praktično preizkusil že zdaj vse vogale mize. Najprej kot župan v Krškem, kjer smo v zadnjem desetletju v občino pripeljali približno 35 milijonov evrov evropskih sredstev, kasneje tudi odgovoren na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje za program razvoja podeželja, tudi za kohezijska sredstva in sedaj tudi kot član odbora za regionalni razvoj, ki spremlja kohezijo 14-20 in hkrati kreira novo kohezijsko obdobje po letu 2020. Slovenija je po podatkih nekje v evropski sredini, nismo najboljši, nismo najslabši. Problem pa je, da so vse evropske države zelo počasne zopet v tej finančni perspektivi in zdaj smo v bistvu, to je perspektiva 14-20, 3 leta in pol te perspektive je že za nami in smo v bistvu pol obdobja, črpanje je pa nekje na 10-15%. In tu nas čaka zdaj še kar veliko dela. V Sloveniji nekako nismo uspeli preklopiti iz prejšnje finančne perspektive, ki je bila, lahko mirno rečemo, širitvena od 7-13 obdobje, ko smo se države priključili Evropski uniji, ko je bilo na razpolago veliko sredstev za infrastrukturne objekte, sedaj pa je bolj usmeritev v iskanje poslovnih priložnosti oziroma področje tako imenovane pametne specializacije. Če to zelo poenostavim, gre za to, da vsak pri sebi ugotovi, v čem je najboljši, poveže med sabo lokalne skupnosti, državo, znanstveno-raziskovalne inštitucije, raziskovalno sfero in pa gospodarstvo. In ravno v tem delu nam v Sloveniji velikokrat manjka te sposobnosti sodelovanja in na nek način poiskanja teh novih dobrih priložnosti. Sam rad plastificiram
primerjavo prejšnje finančne perspektive sedanjo s primerom Prekmurja, kjer sem recimo intenzivno delal na to, da smo v Prekmurju končno zgradili vodovodne sisteme, in če je bilo to prej zalogaj v prejšnjih 7 letih, kako spraviti skupaj Prekmurce in pa vse skupaj, da smo bili sposobni realizirati velik projekt, je na primer zdaj izziv v Prekmurju, kako povezati med sabo njihovo kulinariko, vina z zdraviliškim turizmom, toplicami, potem, rehabilitacija, zdravstvena zgodba in kako narediti produkte, ki tej destinaciji dajo priložnost za delovna mesta in za to. Lahko in težko, če me ne vprašate, ker smo Slovenci. Ne? Ker smo Slovenci, ja, in tudi zato o tem rad govorim in tudi, ko to opažam v Evropskem parlamentu, zelo veliko sodelujem z Nizozemci, ki pa mislim, so tu evropski prvaki v tem sodelovanju in mreženju in so to pogrunta veliko pred nami. In se opravičujem, in ravno ko omenjate besedo sodelovanje, zato pravim, da je težko v Sloveniji, ker tega sodelovanja med nami enostavno, ne bom rekel, da ni, ampak ga je izjemno premalo. Ja, jaz moram reči, da intenzivno na tem delam, sem zelo vesel tudi dobrih primerov, ki jih imamo v Sloveniji, in fajn bi bilo, da se mi usmerimo tudi, da postavimo v spredje tiste, ki so uspešni. Tako. In potem na nek način zvabimo v ta krog tiste, ki zaostajajo. In mislim, da je to tista naša naloga in to je tudi naša priložnost na 2-milijonskega naroda, ki ima ta privilegij, da ima svojo državo, da je ena izmed 28 držav v 500-milijonskem tržišču, če hočete, ali pa prostoru, kjer se razmišlja o prihodnosti, da lahko najdemo svoje niše. Mi ne bomo neki masovni proizvajalci, tako kot smo, turizmu zdaj neka zelena destinacija in lahko še tu marsikaj prilimamo od kulinarike, vin, zdraviliškega turizma in podobno. Je še na drugem področju. Tu imate Akrapoviča, na Primorju imajo Pipistrela in to so stvari, okoli katerih mislim, da so naši posamezniki pokazali, dokazali in tudi za njimi je bilo potrebno združiti ogromno znanje, se znati povezati in dajmo se usmeriti tistim, ki so uspeli in ki so svetli primeri, ne pa da vedno gazimo po nekem učvirju, kjer je blata zelo veliko. In zavedati se moramo, da imamo praktično vse danosti v tej naši domovini, razen mogoče nam manjka ponosa. Ponosa in pa samozavesti. Jaz moram reči, da tudi sedaj, ko sem imel priložnost kot evroposlanc, iti od Kitajske do Silicon Valley v Kaliforniji, v Ameriki, se vedno vračam zelo ponosen Slovenec nazaj. In mislim, da smo premalo samozavestni, preveč jedikujemo, preveč mislimo, kako nam drugi, krojijo usodo, svoje sreče, kovači smo pa kar sami. Tako. Omenil sem na začetku, da bova govorila o projektih. Eden izmed relativno uspešnih projektov pa je tudi Erasmus. 30 let je že delujoč. Ja, to je evropski projekt, ki je v tem tednu smo praznovali 30-letnico. In Erasmus je zagotovo eden najboljših projektov. 9 milijonov mladih Evropejcev je že doslej koristili ta program, kjer gredo mladi za kakšen semester ali pa nekaj mesecev v tujino, spoznajo ljudi, spoznajo kulture, se naučijo jezika, se naučijo sodelovanja različnih in mislim, da je to res en tak sveto primer. V zadnjem času gre tudi v to smer, da se izmenjujejo tudi šolski programi, da se tudi profesorji izmenjajo in da na nek način lahko naredimo primerjavo med dobrimi šolskimi sistemi in tudi Slovenci tu lahko se marsikaj naučimo in tudi sam sem na nek način začel s tem programom, projektom Zavezništva za mlade v Posavju, kjer se ravno iz praks, ki so bile tudi v Erasmusu prepoznane, in jih tudi komisarka Tajsnova, ki je zadolžena za to področje, prepoznala kot najuspešnejše, so prakse Nemcev, Avstrijcev, Švicarjev, ki imajo odličen sistem, kako se mladi zelo hitro vključijo kot del izobraževalnega sistema z gospodarstvom. In to je to, kar mislim, da tudi v Sloveniji krepko manjka. Mi smo naredili reformo in uspeli uničiti nekdaj zelo dobro delujoč vajeniški sistem, spremeniti, strukturo vpisa na fakultete, strukturo vpisa na srednje šole in žal mladim na koncu, ob tem, da imamo, hvala Bogu, vsakomur dostopen šolski sistem, žal pa premalo ciljno iščemo tiste profile, ki na koncu uspejo na trgu. In tu mislim, da je treba še kar narediti korake naprej. Da.
poslanec Franci Bogovič, europoslanec Franci Bogovič je današnji gost, prihaja iz Evropske ljudske stranke in pa Slovenske ljudske stranke. Nekaj projektov smo že omenili, eden izmed tistih, ne vem, če ga lahko imenujemo projekt, daleč od tega se mi zdi, pa vseeno nas je pred nekaj dnevi presenetil. Govorim o tem, da bomo telefonirali po Evropi na mnogo lažji in tudi cenejši način, kot smo mogoče še pred tednom dni. Ja, to je velik dosežek, ki je rabo kar nekaj let, da se je zadeva, ki je v bistvu pričela komisarka Viviane Reding, udejanila. To pomeni, da znotraj Evropske unije ni več teh različnih tarif, se pravi, ni več roaminga in da je praktično vseeno, kje si v Evropi in lahko telefoniraš po isti ceni. To zagotovo ne bi bilo možno, da nismo v Evropski uniji vsi skupaj, tudi malce nižje na jugu tega še danes ni možno, tako da vsi smo zelo skrbni, kako ravnamo s telefonom, ko pridemo, ne vem, na srbsko mejo in naprej. In mislim, da to je v bistvu seže do Dubrovnika, ne? Seže do Dubrovnika, ja, tako tam se pa zaključi še na kakšen otok, medtem ko je v teh državah Zahodnega Balkana ali pa kot jih imenujemo države nekdanje Jugoslavije plus Albanija, ki še niso v Evropski uniji, tega niso deležne in to je resnično, pa tudi ko greš po svetu drugje, tega ni, ne? In je v bistvu to tipičen primer, praktičen primer koristi biti Evropejc, biti član Evropske unije in iz drobnih stvari so sestavljene velike zgodbe in to je eden od lepih kamenčkov v tem mozaiku Evropske unije. Žal pa ste omenili vmes tudi Balkan. Pa če se dotakneva sedaj Balkana, Balkan je še vedno tisti lonec, v katerem vre sud Baruta, imamo celo film, ki mislim, da še vedno ni zgodovina, ampak se bojim, da ponovno prihaja do če omenim besedo, prihodnost teh konfliktov, ki jih imamo že stoletja praktično na tem območju. Balkan, vsaj ta Južni Balkan, moram reči, da je zaskrbljujoč, da pa se, po mojem mnenju, vseeno tudi evropska politika premalo ukvarja z tem ognjem. Ja, ko ste omenili film, tudi film Kot od tam opeva je iz to tega konca. To so tiste pozitivne zgodbe, da. Ja, dober film, ki pa ponazori včasih tudi marsikdaj obnašanje tudi današnjem dnevu. Ja, jaz, tudi kot član delegacije za Srbijo, in sicer mislim, da je eden izmed evropskih poslancev, ki več vemo o Balkanu, to mislim, da imamo Slovenci, Hrvati prednost pred ostalimi kolegi, ki zelo površno poznajo to območje in tudi včasih malce nerodno stopajo na ta parket. Ne samo, da ga ne poznajo, niti ga ne zastopijo. Ne? Ja, ker zanimivo je, ko prideš v Srbijo, smo v veliki prednosti tisti, ki razumemo ta srbsko-hrvaški jezik, kajti tam se med vrsticami velikokrat zelo veliko pove in ko se to prevede v kakšen angleški jezik, se 3/4 izgubi, tako da je to naša prednost. Ja, situacija je zelo dinamična in te države na nek način plačujejo ceno neumnosti, ki so bile narejene v 90-ih letih. To sem sam tudi zelo ponazoril v predstavitvah, ker sem potegnil situacijo gospodarskega stanja nekih kazalcev v teh državah, ne vem, v letu 97, 2010, 2014 in vidiš, kako so v bistvu, ne vem, bili Romuni včasih na 2/3 srbskega GDP-ja, danes imajo pa skoraj enkrat večjega. In kako so tudi na koncu koncev te države, ki smo vstopile v Evropsko unijo in bomo v 2 7-letnih obdobjih, 2 finančnih perspektivah deležne tam od 3 pa tudi do 5-6 tisoč evrov po glavi evropskih kohezijskih sredstev za to, da ta zaostanek zmanjšamo, medtem ko so bile te države deležne nekaj 10 ali pa nekaj 100 evrov v takem obdobju. In to se na koncu koncev pozna. Prvič je ta pomoč, drugič pa tudi predvsem odprt trg in pa na nek način demokratizacija družbe in pa uvedba nekih reform, ki naredijo družbo konkurenčnejšo, naprednejšo. In ključen problem, ki ga jaz vidim na tem območju, je ta velik gospodarski razkorak. To se najbolj nazorno vidi v eksodusu teh mladih ljudi, ki odhajajo z teh območij
po katerikoli bližnici, ki jo najdejo proti zahodu, proti Evropi največkrat. Ne vem, 14 dni nazaj sem bil skupaj s prijatelji iz kluba Prijateljev vinske kleti Krško v Subotici in nam je vodička po priimku Matič povedala, kako vsi iščejo sedaj korenine, kako bi najdel do 3. kolena nazaj kakršnokoli vezo z Madžarsko, kajti v tem primeru imajo pravico do madžarskega potnega lista in ga ne iščejo zato, da bi prišli na Madžarsko, ampak da gredo lahko potem kot državljani EU-ja širom po Evropi. Podatek za Srbijo je z leta 2015 65,000 rojstev, 105,000 umrlih, je sam po sebi zelo zgovoren. In sam vedno zastopam to, da prvič je treba tem državam pomagati, same se v tem konkurenčnem svetu ne bodo mogle priključiti Evropski uniji, treba jim je tudi postaviti pogoje in jim osnovne apostolate demokracije, delovanja pravne države, svoboda medijev in nadzor, da enostavno demokratizirajo se, evropizirajo in na tak način mislim, da je to v interesu najprej teh ljudi, ki živijo tam, hkrati pa celotne Evropske unije, tistim, ki smo pa bližje, kot smo mi temu območju, pa še toliko bolj. Mislim, da moramo kar imeti v spominu, kako smo v 90-ih letih v teh sporih, v vojnah, kar naenkrat ima 70,000 beguncev in mi smo videli, kako smo si blizu in kako so zadeve med sabo povezane. Tako da sam zelo podpiram ta širitven proces. Evropska unija nima močne vojske, kot jo imajo, druge te vele sile. Mi imamo ta orodja, ki pa mislim, da jih strateško ne znamo dovolj uveljaviti in na nek način je danes še vedno v Srbiji med ljudmi mišljenje, da veliko več pomaga Rusija, kot pomaga Evropska unija, čeprav je samo iz EU-ja 200 milijonov evrov na leto gre v Srbijo. In mislim, da tudi gospodarsko te države, podobno kot mi 3/4, koliko pač imajo izvozijo v Evropsko unijo, je pa zelo zanimivo, kot sem omenil, sem naredil statistiko tega celotnega območja, približno 20 milijonov, slabih 20 milijonov je nekdanja Jugoslavija plus Albanija, ki še ni znotraj Evropske unije. Slovencev nas je 2 milijona, bruto družbeni prihodek vseh teh 20 milijonov je samo enkrat večji od slovenskega. Ko pa gledamo izvoz, pa Slovenija več izvozi kot vse te države skupaj. Za Balkan je bilo vedno značilno, da rabi korenje in palico. Tako je, in nam je tudi v interesu, da je ta mir in bomo še živeli. No, v zadnjem delu današnjega pogovora smo Franci Bogovič, član Evropskega parlamenta, je danes z nami Evropske ljudske stranke in pa Slovenske ljudske stranke. Govorimo pa za konec še o Schengenu. Ne bom spominjal sedaj težav, s katerimi se soočajo posledično seveda žice vsi lovci, kmetovalci, ki jih še kako dobro poznate, v končni fazi ste bili le ministr v slovenske vladi, pa vseeno. Povejte mi, kaj pravzaprav lahko še storimo kot Evropa in kot Slovenija glede nadzora na šengenski meji, glede varnosti, terorizma, skratka, veliko zgodb je tukaj v ozadju. Prvo je to, da, kot sem že danes dejal, v Evropi se je končno prišlo do spoznanja, žal po teh terorističnih napadih, da je potrebno v varnost, obrambo vlagati več, kot smo vlagali v preteklosti. Tudi naš proračun je šel za obrambo iz 1% pa pol, se je praktično razpolovil, tako da ostane samo še praktično za delovno mesto, pa še ta niso dobro plačana. In v Evropi je prišlo do podobnega zavedanja, zato je ena od prioritet za prihodnost več vložiti v varovanje zunanje meje in hkrati tudi boljšo povezanost varnostnih služb, da bo enostavno možno odkriti in pa slediti tiste teroriste, ki ne poznajo meja znotraj Evropske unije, so dotrojeni po večini znotraj Evropske unije, se pravi več delati na tem. In eno od teh branikov te varnosti je tudi to šengensko območje. Mi vemo, da niso vse države EU-ja znotraj šengenskega območja, tudi Hrvaška ni. Zakaj ni, je zelo enostavno razložiti. Njihova meja od Dubrovnika, kot sva že omenila, preko Karlovca, Zagreba pa do Osijeka je zelo zahtevna.
In zato enostavno je odločitev tisti, ki razmišljajo o varnosti Evrope, da še ni ta meja zrela, da bi bila danes prenešena na to območje. In zato imamo mi šengensko mejo, ne vem, na Bregani ali pa če hočete v Metliki. In posledično je Slovenija v velikem precepu. Ali bomo imeli varovano šengensko mejo, se pravi našo mejo v tem primeru proti Hrvaški, ali pa nas bodo ogradili Avstrijci. Avstrijci, kljub temu, da to ni v interesu Evropske unije, že izvaja ta poostren nadzor in Slovenija je to se morala za nekaj odločiti. Se pravi, mi zagotovo nam je v interesu, da imamo varovano šengensko mejo. Zdaj od tu naprej nastopajo pa te praktične težave, ko se je letos pričelo s tem pregledom, poostrenim pregledom dokumentov in zgodilo se to ravno v velikonočnem tednu, ko je tudi sicer na teh mejah običajno bila gneča in ne vem, praktičen problem je bil, da več kot pol Italijanov nima osebne izkaznice, ki bi jo čitalci prepoznali, ampak morajo cariniti. Čeprav na to moramo biti pošteni, je Evropski parlament oziroma Evropa kot taka pozabila. To so ti praktični problemi, kjer enostavno zdaj ne vem, kaj mora narediti policist, da vtipka podatke za avtobus ljudi, vemo, koliko časa to rabi. Ne? In zdaj odzivi, ki so bili narejeni na to, je to, da je zdaj določena tudi ta stopnja, ko je 15 minut čakalna doba, da se preide iz celovitega pregleda na ta selektivni pregled, se pravi, da se izbira snočki, pa zdaj tem tednu sem potoval preko meje, zdaj stvari potekajo normalno, bojim pa se, da bo v turistični sezoni, kot se prejšnja leta pojavljali, zaradi tega nadzora pa letos še več, da bo prišlo do teh težav. Vendar pa jaz moram reči, da najbrž je možno še kaj narediti, tudi ukrepiti te ekipe, tudi zato je Schengen, tudi konec koncev lahko Evropa investira nekaj v to, da bo ta prehod hitrejši. Sam pa delim mnenje tistih, ki pravimo, da bomo morali se zavedati, da ta varnost in pa ta svoboda, ki je na eni strani svoboda gibanja, svoboda ne vem, teh brezmejnih kontrol, na eni strani to ena svoboda, na drugi strani je pa pravica tudi do varnosti. In med tema dvema so tisti, ki so odgovorni, zato imajo težko delo, kajti veliko preventivnih ukrepov je treba narediti, da lahko preprečiš takšne neljube dogodke, kot se dogajajo po Evropi. In s tem bomo morali enostavno znati živeti tudi v naslednjih letih, desetletjih. Franci Bogovič, hvala lepa za obisk v studiu in pa seveda pred koncem leta se vidimo oziroma slišimo še enkrat. Z veseljem, ker pa smo zdaj tik pred počitnicami, pa tudi pred državnimi prazniki, pa Slovenkam in Slovencem iskreno čestitam ob dnevu državnosti in jim želim uspešno leto, pa tudi lepo poletje in veliko lepih dni. Hvala lepa. Z veseljem. Oddaja je nastala v produkciji Radia Zeleni val. Glavni in odgovorni urednik je Boris Peterka. Oddajo je omogočil evropski poslanec Slovenske ljudske stranke Franc Bogovič. Financira pa jo poslanska skupina Evropske ljudske stranke EPP Group.